Jaz sem Matej Gašperič, arhitekt in dobrodošli v posebni ediciji podcasta Arhitektovi dialogi, ki sem ji dal naslov Predvolilni namigi. Zdaj, pred nami so volitve in v prihodnjih mesecih bomo sigurno spet poslušali kopico obljub od starih in novih obrazov. Kako bojo vse spremenili državo na bolje, če jim le namenimo svoj glas. In sem si potem rekel, dobro, pa se bom še jaz podal v to predvolilno bitko. Sicer ne tako, da bi kje kandidiral, ampak da v obliki nekega mnenja, mojega lastnega kot državljana, kaj me moti oziroma kakšne obljube bi si želel slišati. Zdaj, jasno, vemo, da te predvolilne obljube so potem zelo hitro pozabljene, ampak morda pa se le kakšna prime, pa uresniči. Zdaj, da ne bi razpravljal na široko, sem se odločil omejiti na neke teme, ki so meni bližje. To so arhitektura, urbanizem, promet, transport, pa predvsem tudi gradbena zakonodaja, ki je moja rak rana, pa ne zdaj nujno v tem vrstnem redu. Zdaj, ker pa na teh področjih jaz še zdaleč nisem nek strokovnjak, sem povabil še dva gosta, ki sta v teh temah, se s tem temam bistveno več ukvarjata kot jaz, pa sta tudi bistveno bolje podkovana kot jaz. To sta profesor Peter Gabrijelčič, arhitekt, tudi bivši dekan naše fakultete za arhitekturo, in pa Matevž Granda. Jaz mu pravim sokreator ozvezdja okrog revije Outsider, ker okrog tega se toliko dogaja, da je težko vse naenkrat našteti. Zdaj, oba sta že bila moja gosta teh arhitektovih dialogov. Profesor Gabrijelčič pred kratkim kot v tej moji miniseriji legend Ljubljanske fakultete za arhitekturo. Matevž pa celo dvakrat že. Prvič z Nino, ko smo govorili predvsem o zvezdju Outsider, in drugič z Alešem Gabrijelčičem, sinom, ko smo se pa, ko me je v bistvu ta Outsider nagrada, ena od tem spodbudila, da bi bilo v tem pa fino tudi kaj povedati, in smo potem takrat se okrog mest pogovarjali. Zdaj, če koga zanima širše ozadje o profesor Gabrijelčiču ali pa o Matevžu Grandi, seveda vabljen, da posluša te prejšnje epizode. Vseh teh smo se tudi že dotaknili teh tem, ki se jih nameravam danes, o katerih si želim, da bi se danes fokusirano pogovarjali. Zdaj, v toliko se ta podcast tudi razlikuje od vseh prejšnjih. Prejšnji so bili običajno tako narejeni, da pač teče beseda, o čemer pač teče, medtem ko tokrat pa bi se res probal osredotočiti na predvolilne teme, cilje, želje, za obljube. In mislim, da sta vidva kot sogovornika zelo, zelo primerna izbira za to, tako da obema. Hvala, da sta se odzvala na tole, oba kar hiter, in dobrodošla tukaj že spet v tej našem improviziranem studiu. Ja. Hvala, ja. Zdaj, problematika je poznana, že zunaj smo se pogovarjali. Profesor Gabrijelčič pravi, da je prišel zelo jezen sem, ker se je od Domžal do Ljubljane vozil koliko? Uro pa pol. Tako da tukaj sem pripravljen, da nekako vaju potipam, kje bi začeli, pa bi morda začeli kar pri prometu. Zakaj je pravzaprav trajala pot 15 kilometrov od najbližjega satelitskega naselja, praktično dobro, ajde, Trzin je še bližje, uro pa pol. Ja, no, to je eno ozko vprašanje, ne? Ozko, tako, nekje da začnemo, ne dvomim, da bomo. Midva s kolenko Grandom sva tukaj in pravzaprav vseeno kdo na katero vprašanje odgovarja, ker jaz mislim, da misliva kar podobno, tako kot misli podobno vsak kolikor toliko razvedan arhitekt, ki ni usmerjen samo v stavbe, ne, brez konteksta, ampak v nek širši prostor. In
Jaz bi rekel, da mogoče bolje, da začnemo s širšim prostorom, ker potem bo smiselno tudi vprašanje na ožje teme, kot je promet. Ne? Zdaj, širši prostor je pa takole. V ustavi imamo marsikaj zapisano. Ne? V ustavi imamo zapisano pravica do zdravstva, do izobrazbe, do zdravega okolja. In zdravo okolje ni samo neka preko fizikalna pa zdravstvena kategorija, ampak to pomeni tudi neko urejeno okolje. Lahko tudi rečemo lepo urejeno okolje, kajti lepo urejeno okolje ni samo neka estetska kategorija ali pa takšna urejevalska, ampak je tudi ekonomska. V takšnem okolju se ljudje počutijo bolj, bi rekel, produktivne, se pravi bolj ustvarjalne, ne? Ustvarijo več, so bolj zadovoljni. Investitorji, ki prihajajo v takšno okolje, prepoznajo to urejenost kot urejenost neke stabilne družbe, se vemo, ne? Bolj gremo, smo včasih rekli, proti jugu, bolj stvar nekako razpada, pa ne bi bil preveč prepričan, da bi tam kaj investiral. Se mi pa zdi, da se zadnje čase trend obrača, da je pri nas bolj neurejeno kot tam. Da se pojavljajo oblike, ki smo jih včasih zelo kritizirali, ampak ko enkrat ti živiš v okolju, ki je razmetano, ki je neurejeno, ti absolutno izgubiš kriterij. Ne? Zate je to neurejeno okolje pravzaprav nekaj, kar je neka stalnica. Jaz se spomnim, da to je v 80-ih letih, konec 80-ih let, sem imel nek intervju za sobotno prilogo Dela in tam sem kazal en pojav te suburbanizacije okoli Brezovice. Hiše razmetane, ena z ravno streho, druga z dvokapno, tretja nek stolpič, četrta in to. Na veliko sem se zgražal in tudi nekako so ljudje takrat to razumeli, da pa mogoče to ni najvišja stopnja ubranosti ali pa neke urejenosti. Danes, po mojem, ne bi ljudje sploh razumeli, kaj hočem povedati. Zato, ker živimo vse v predmestih, v nekem tako kaotičnem okolju in tudi v mestih, ne? Ker ni več urbanističnega oblikovanja, ker ni več skrbi za podobo teh naselij. Da v resnici smo nekako pristali na to, da stroke, ki bi za to skrbela, ni več. Ona je bila razmontirana v 80-ih letih, ne, ko je bilo konc planskega gospodarstva, pa smo rekli, gremo v tržno gospodarstvo, pa smo ukinili potem ekonomsko, pa socialno planiranje, pa smo rekli, zdaj pa še ukinimo urbanistične zavode, ne, ker so cokla v razvoju, ker kapital, ki je prišel v Ljubljano ali pa v ta naša slovenska mesta in bi hotel kar nekaj lomastiti počez, so pa te zavodi rekli, to se pa ne da, ne, se ta stroka to ne dopušča, to ni po strokovnih kriterijih in so postali pravzaprav malo moteči, pa smo jih preprosto ukinili. In od takrat dalje urbanizma v Sloveniji več ni. Pa bo zdaj še kolega dalje povedal v detajlih, ker je čisto en, ali jaz govorim, ali on, ker mislim, da kar dobro poznava situacijo. Ne? Mene je zanimivo to, pač ta kontekst, da se zdaj pogovarjamo v predvolilnem času, ne bi to nastalo in jaz sem tukaj zelo previden, ne. Mogoče to najprej ena opomba, preden gremo vsem skupaj, ne. Ker ko smo mi recimo pred prejšnjimi volitvami, se pravi, 2 volitve nazaj, kako bi se izrazil, ne, smo zelo veliko pisali o problematiki stanovanjske politike, gradnje in tako naprej. Ne. In zelo hitro se lahko, se pravi to, kar v stroki vidimo, da je primanjkljaj,
obrne v političnem kontekstu v nekaj, kar je mogoče nesmiselno lahko. Ne. Jaz ocenjujem namreč, da tako kot so se danes lotili stanovanjske gradnje, ni najbolj učinkovito, da narediš ministrstvo in potem skozi to ministrstvo se država obnaša kot developer, in zaposli ne vem koliko ljudi, zato ker je itak že prej delovalo preko stanovanjskih skladov, in vprašanje zdaj pač ostaja še vedno isto, kje nekdo, ki pa nima možnosti priti skozi sklad do stanovanja, kje se ta najde stanovanje, to stanovanje še vedno ostaja kljub temu ministrstvu odprto. Tako tukaj se mi zdi, da ko govorimo o predvolilnih idejah ali pa težnjah, je vedno moment, ko se lahko to potem, ko nek politik dobi idejo iz tega, sprevrže v kontraproduktivno realizacijo politično. Tako tukaj se mi zdi, da ko sem razmišljal o tem pogovoru danes, da se mi zdela ta izkušnja mogoče zelo ilustrativna, kako lahko hitro se stvari obrnejo v nasprotno smer, ko država želi biti ne tisti, ki omogoča stvari, da nastajajo, ampak jih sama kot neko podjetje voditi, biti developer, biti nekaj, kar je. Ta razlika, se pravi, ki omogoča, ampak da sama prevzame to vlogo. Jaz mislim, da tukaj bi mogla pač država, to, kar imamo že vse v ustavi napisano, če bi to, kar je v ustavi napisano, če bi bilo to tisto, za kar vlada skrbi, da se uresničuje, potem bi imeli urejeno zdravo okolje. Ne, da država intervenira na način, da bo sama rešila, ampak ljudje imamo ogromen talentiranih ljudi, ki potem dobijo recimo konkurenco v državnih inštitucijah, ki pa je seveda v premoči, ker je plačana iz državnih sredstev, ampak neučinkovita, ker so pogosto ljudje tam na ministrstvu zaposleni, zato ker je to udobna služba in tudi imam prijatelje tam, ki so rekli, da jim ni treba nič delati, da dobijo to plačo in da je to včasih komu zelo frustrirajoče. In v glavnem tukaj je ta razlika, se mi zdi, ki je lahko neka ideja, kaj je potrebno narediti, ideja potem, da postane mogoče floskula predvolilna in povolilna prazna obljuba. In zdaj pač, kar se urbanizma tiče, je meni zelo zanimivo to, da ta naš urbanizem, ki je nekako vrtičkarski postova, se pravi, da v bistvu nimamo teh planov, ki bi gradili podobo mesta in imamo v bistvu za Šmartinsko, določene plane imamo, ki pa so zelo hitro, ko pridejo v veljavo, tudi že negirani. Mogoče se ne ustavljamo zdaj še toliko pri konkretnih primerih, ampak se ta urbanizem dejansko izvaja zelo vrtičkarsko, kar pa je zelo podoben mogoče, kot so določeni predeli Tokija, ker se tudi pred kratkim, če se ne motim, potoval. In se mi zdi, da tam je Tokio tako gosto mesto, da pa nima potem ogromno regulacij, ampak nima nesmiselnih regulacij. So regulacije za zrak, za kvaliteto sončenosti, ne pa nek odmik od parcelne meje samo zato, da takšen je, tudi če bi lahko bil drugačen, tako kot je zapisano v naših aktih. In določajo neke lastnosti, ki niso utemeljene, ampak so samo tam, ker so. Ja. Zdaj, če bi šli žebljico na glavico, kaj je po mojem en bistven problem, ki generira ostale probleme v Sloveniji, da smo mi nekako upustili vse v praksi koncept policentričnega razvoja Slovenije. Seveda, ta koncept pomeni, da je le vezal v posameznih regijah prebivalstvo pa dejavnosti približno enake intenzitete in kvalitete po celotnem teritoriju Slovenije, kar je za nek trenutek omogočil nov avtocestni sistem. Križ. Pravzaprav so bilo tam neke sanje. Če si ti pred to avtocesto hotel sodelovati z Mursko Soboto ali pa z Lendavo, pa Koper, je bilo to nemogoče. To je bilo potovanje 4 ure. Je bilo približno tako, kot če hočeš danes sodelovati z Ravnami. No, ja. Jaz sem enkrat naredil eno raziskavo, koliko daleč so po teh časovnih stroških Ravne pa Benetke oddaljene.
in se je ugotovilo, da so Benetke bližje časovno kot Ravne. Ne? Ja, sigurno. No, ampak ta avtocestni križ je v resnici za hip povezal Slovenijo kot eno veliko somestje. Ti si prišel v 2 urah, pa pol, 3/4, si prišel iz enega konca na drugega. Ne? In to se je poznalo zelo v gospodarstvu. Ne? Gospodarstvo se je začelo povezovati, celo mali obrtniki, ti si naročil, naprimer, žaluzije v Lendavi, stanoval si pa v Kopru. Ne? In to se je trenutno dogodilo. Dokler, seveda, zaradi tega, ker pa nismo sočasno skrbeli za ustrezno prometno intenziteto tega, nam je pa železnico, ne, poleg avtoceste, pa intenziviranje javnega prometa, ne, avtobusnega, ne, solidnega, vemo, kako je to v Angliji, naprimer, ne, nam je začela ta avtocesta pregorevati, se pravi, ne zato, ker bi bila premalo dimenzionirana, ampak ker smo vse stavili na se pravi osebni avto. Ne? Zdaj si predstavljate, osebni avto rabi naprimer 50 metrov, ne? Nekega prostora ali pa še več, ali pa 70, ne? Pri tej hitrosti. Teh avtomobilov, če je, ali pa 100 metrov, bomo rekli, ne? Če je teh avtomobilov za en avtobus naprimer 50 ljudi, 50 krat 100, ne? Si predstavljate, to so kilometri. Ja, v hipu. Ne? Za en sam avtobus. En avtobus pokrije 5-kilometrsko kolono. 5-kilometrsko kolono. Ne? Zelo zanimiva, pa zelo ilustrativna misel. Ne? Si predstavljaš ti to? Ja. Ne? In namesto, da bi ti to spostavil in sprostil to komunikacijo za biznis, ne? Zato, da bi še naprej delovala ta Slovenija kot somestje, je ta Slovenija ponovno razpadla in vse se stavi na Ljubljansko regijo. Seveda, zato, ker so tu plače največje in tako dalje, in tako dalje. Ampak tudi ta Ljubljanska regija, ki je metropolitanska regija, bi vsaj v svojem obsegu mogla funkcionirati v resnici na ta način. Bistvo je pa zopet promet, je transport. Mi lepotičimo mesto, Ljubljano, pa tlaki, pa ne vem kaj. Pa pravimo, ja, naj se te vozači mečkano zdaj nekako, ne, Mečkano prej ustavijo. Malo se ustavijo, ne, teh 200 000, ki jih pride vsak dan v Ljubljano, ali pa še mogoče več, ne. Ja. Kajti mi bomo imeli te površine za kolesarje. Ja, ampak glej, te ljudje pridejo delati v to mesto. Oni napadajo metropolo, njim odzameš 2 uri nekega dnevnega časa, ki bi ga lahko uporabili za izobraževanje, za oddih, za kulturo in tako dalje. Njim si to odzel, ker rečeš, pravzaprav, mi imamo ob Ljubljanci mečkano urejeno za turiste, ne? Tele hudiči pa naj ostanejo zunaj, ne? Ali pa ne vem kako. Ja, dejstvo je, da oni prihajajo v Ljubljano, ustvarjajo kapital te države v tem metropoli, ne? In ti za njega ne skrbiš. Ti za te ljudi ne skrbiš. Smo rekli, če bi bila avtobusna postaja v Domžalah, pa v Ljubljani, pa bi avtobus bil vsake pol ure. Ne? To nekaj stane, ampak če pa pomisliš stroške, ki jih ti posredno, ne, povzročiš za stoj in s temi urnimi, kot sem zdaj rekel, uro pa pol iz Domžal do Ljubljane, ne, potem seveda bi ti lahko rekel, ok, jaz kot družba pokrijem to kot ene skoraj zastojne prevoze. Ne? Ampak te dimenzije, te, bi rekel, strateške dimenzije v tej državi ni, to pa zato, ne, ker so to projekti, ki kljub vsemu zahtevajo nek določen čas, da se realizirajo, ampak katera vlada bo pa šla v neke dolgoročne projekte, ne,
Ona gleda, da bo naredila ene všečne stvari ta hip, ne? In nimamo žal, ne, na nivoju politike nekega konsenza, ki bi bil skupen, državotvoren, da bi rekel, to so pa državotvorni cilji, ne glede na to, kdo bo na oblasti, ne, in tako naprej. Ker pa vemo, ne, da se določeni sektori, ne, ali pa da določene politične opcije se vežejo na določene sektorje, ki so investicijsko močni, ne, in so vir potem financiranja različnih političnih opcij, ne, se sploh ne da dogovoriti za takšen cilj. Ne. Obratno, potem se politika med sabo napada, ne, rečeš, tale sektor je treba uničiti, ker krmi tisto opcijo in tako dalje in tako dalje. Lej, jaz bi rekel, obnašamo se popolnoma nedržavotvorno. Ampak kako pa, da je uspel nam pa cestni križ narediti? Ker dejansko cestni križ je v nekem trenutku pomenil od stanja, ki je bilo, relativni napredek, sproščenost, ker naenkrat si bil v Mariboru hitrejši. Vse točno to, kar je Gavriličič prej rekel. Ne? Zdaj se pa ne da. Ker jaz to zelo dobro poznam, no? Zato bi mogoče še povedal sem to. Ne? Zato, ker ta križ je rezultat napora Kavčiča, ki je bil mal disident, ne? Tudi v prejšnji državi. In ko se je država na novo konstituirala, ne? Je bilo to nekaj, kar bi rekel, nek oporečnik si to zmislil, zato ni to projekt, ki ga bilo treba rušiti ali pa bi bil sumljiv, ampak dajmo ga nekako, je bil skupen, ne, konsens, dajmo ga tudi realizirati. Ne. V razliku od kakšnih drugih projektov, ne, ki so rekli, to pa ta opcija rine. Ne. Tu smo se pa nekako poenotili. In seveda ekipa, to je bil Dars, ne, tam se spomnim, da je bil en gospod Brodnjak, ne, on je bil celo atlet, ne, desetorobojc na olimpijadi, ne. On je to porival z nekim blaznim entuzijazmom naprej in moram reči, da politika v celoti, ne glede na usmerjenost, je za tem projektom stala. Žal, ne, takšnega, bi rekel, entuzijazma ni bilo na področju železnic, ne, pa je bilo potrebno. Pa še nekaj se mi zdi, ne, mi bi mogli ta napor posodabljanja, ne, transporta, urejenosti tega omrežja, ne, bi mogli nadaljevati, ampak tu nam je zmanjkalo sape, ne. Predvsem smo potopili sektor, pa potopili firme, ki so krmili, ne, neke opcije, ne, namesto da bi tiste direktorje ali pa lastnike teh firm, ne vem, SCT, Primorje in tako dalje, bi ga dal v odslužen pokoj, ne, ker tam so bile fantastične ekipe inženirjev, vrhunske, če pa mislimo objekti, črni kal, ne vem kaj, tuneli. To je bilo takrat na svetovni ravni. Ne. Ampak ko smo to potopili, praktično ni več nobenega, ki bi bil takšen motor. Ne. Malo kar kakšne stvari krpamo, ne, ker dobimo za to kakšna evropska sredstva, pa kakšno protihrupno ograjo postavimo, tudi tam, kjer ni bilo treba, samo da se denar porabi. Ne. In žal je tako, ne, da potreben bi bil zopet nov koncept, kaj naprej. Okay. Pa kaj to pomeni, smo potopili? Potopil si na ta način, da si rekel, glej, prvič, ta avtocestni križ, po mojem, je res projekt, kaj bi rekel, stoletja ali pa celo tisočletja. Da se je začel, začel se je v 70 letih, je bil prvi odsek. To je največji projekt Slovenije sploh. Po južni železnici, ne, naprimer. Največji. Ne. In da si ti potopil, to pomeni, da si ti nehal investirati
v ta sektor in se tudi firme, ki so se s tem ukvarjale, posredno potopil. Ne? In si rekel, gledaj, zdaj pa naprimer neka opcija, ki je z tega imela kakšen kredit, ga več nima. Ne? Ampak problem je pa v tem, da zdaj tudi stroke več ni, ker ta stroka, ki je bila res na vrhunsko, jaz mislim, na svetovni ravni, ki bi jo lahko prodajal po svetu, tako kot Turki to delajo, kot Brazilci delajo, kot Italijani, Francozi, ne, svoje te gradbene firme, ta stroka več nima reference za en objekt, ki ima razpon 100-150 metrov. Mi smo hoteli sodelovati na nekih natečajih mednarodnih za mostove, ne? Pa se ugotovi, da nisi prišel zraven, ker nimaš več reference. Ti bi mogel kot država, ko imaš na kupu eno tako znanje, ti bi mogel takoj investirati v tretjo os, takoj graditi objekte, vzdrževati te firme, zdaj pa vidiš, da firm več ni. Ne? Ti si absolutno neko vrhunsko znanje, ne? Si zapravil. In to zdaj zgraditi je zelo težko nazaj. Ne? Ja. Če smo pri predvolilnih idejah, meni se zdi, da križ v bistvu še ni dokončan. Ne? Spomnim se iz otroštva, ko smo se vračali z Hrvaške v Slovenijo, ko si prišel iz slabe ceste na dobro cesto, seveda si prišel v Slovenijo. Ne? Zdaj obratno, zdaj prideš iz hrvaških avtocest, ki so dobro urejene. Recimo iz tudi ni Istre, prometa dejansko. Ja, se normalno tekoče pelješ. Prideš iz avtoceste na neko zožano, recimo na slovenski obali, ki povezuje Istro, ni povezave z avtocesto do Istre. Ne? Do Zagreba zdaj je, ampak je tudi kar nekaj časa traja. Ne? Recimo tole Gruškovje oziroma Ptuj, ne? Od Ptuja proti mejnemu prehodu je tudi dolg časa trajala izgradnja tega. Ne? Da ne govorimo zdaj Ilirska Bistrica, da ne govorimo, vse to so neke strateška zavlačevanja, da bi zadržali turiste v Sloveniji, ampak se mi zdi to tako ozko gledno, da turistu kvečjemu povzročaš neko travmo, da se izogiba Slovenije, ne da ga privabiš s tem. Tako da se mi zdi ena od teh, če govorimo o obljubah, to, da bi lahko končno dokončali ta križ, tudi za tretjo razvojno osjo, ki pa je ostala v zraku. Tretja razvojna os, kaj pokriva? Tretja razvojna os je povezava Koroške z Celjem, pa potem naprej dol proti Beli krajini. Vse v večjih fazah, ampak ta povezava je sicer sekundarnega pomena, če gledamo v tem križu, ampak je zelo pomembna, ker so to predeli, ki, če niso povezani s Slovenijo, gravitirajo v Avstrijo, gravitirajo na Hrvaško. Se pravi, gospodarstvo, ki je na teh področjih, išče izzive nekje drugje in s tem izgubljamo kot država en velik potencial. Ampak tretja os, ki je zdaj že res dolg časa v tem planiranju, en del se zdaj že izvaja. No, se to me zanima, da to poznate, kaj se zdaj izvaja? Izvaja se del tam od Velenja proti Celju. Zdaj tam tudi je veliko enih problematik bilo, kam to os umestiti. To je spet ena teh problemov, kjer bi vsak želel, da se po njegovih hosti, ki jo je pred pol leta kupil, to os sprojektira. Ampak zdaj mislim, da trasa je bila potem speljana, da je to jasen cilj, do katerega se pa nažalost zelo počasi gradi. Če primerjamo spet, se mi zdi na Hrvaškem, zdaj gradijo dva viadukta, Mirna pa Limski kanal v Istri. To bo prej zgrajeno, kakor bo obnovljen segment avtoceste recimo pri Kozini, ki ga prenavlja zdaj že 1 leto in pol. Te viadukte so istočasno začeli približno graditi, pa so že skoraj, konstrukcija zdaj že povezujejo te nosilce skupaj in gre mogoče tudi za to, a je, tako kot ste prej omenjali, da se denar zapravlja, veliko projektov samo, da se denar zapravlja, ali so te obnove pogosto namenjene za to, da se denar zapravlja, namesto da bi se usmerili tja, kjer ga je res treba zapraviti. To je tretja os in dokončanje teh manjkajočih odcepov. Kako je mogoče, da ta tretja os toliko zamuja? No, ampak bom nekaj povedal. Če že govorimo, da bi dali eno priporočilo bodočim politikom, ki nas bodo vodili in tako dalje. Lej. So ljudstva, ki nimajo države,
so na nekem ozemlju, so ljudstva, ki imajo državo, pa praktično nimajo ozemlja. Se teh kombinacij ne šteto. Mi imamo vse. Mi imamo Slovenijo, ne? Imamo Ljubljano, ki itak ne vidi drugega kot Ljubljano. Ne? In zdaj prvi strateški cilj, tudi cilj neke nacionalne varnosti, je, da ti obvladuješ teritorij svoje države, tako v fizičnem smislu, ekonomskem, kulturnem in tako dalje. Ja, socialnem. make sense, ja. To je, zato državo imaš. Reče, ne vem, zakaj bi jo imel. In zdaj, če se ti zgodi, da te Koroška se cufa in odhaja v Avstrijo, delovna sila, ti pa šteješ promet na te tretji osi, ne? Pa ugotavljaš, da ga je vedno manj, seveda ga vedno manj, zato ker vedno manj ljudi dela v Sloveniji, ampak hodi na Koroško, ne? Potem bi mogli že telefoni tega urada za nacionalno varnost pregorevati, ne? Kaj se dogaja? Kaj se dogaja z Belo krajino? Ja. Kaj se dogaja z delom Prekmurja? Telefoni zvonijo, lej, v Ameriki, tamle v Karibih nekdo kihne, že bombnike letijo, ne? No. To je, ne, oni rečejo, to je stvar naše nacionalne varnosti. Ti pa svojo državo ne obvladuješ, ker se ti cufa po robovih. In kaj naredi krojač? On to zaentla, kot pravimo, ne? Zarobi. In ti zarobiš tako, da prvič prekrvaviš celoten teritorij te države s komunikacijami, ker je to demokratično, ker v ustavi je zapisano, ne, da ima vsak enake pravice in enake priložnosti in možnosti v tej državi. In da tudi na tem obrobju začneš povezovati posamezne krajeve skupaj. Mogoče še en tunel, ne, iz Bohinja dol na Tolminsko in tako dalje. Ne? Da ti ne voziš 4 ure okoli, ampak prečiš, tako kot to delajo Avstrijci, ne? Se oni že okoli vsakega najmanjšega meseca naredijo tunel kot obvoznica. Se pravi, tunele znamo delati, ne? Se smo pokazali, da znamo. In to je problem, ne? Zdaj pa ti rečeš, nimam denarja. Ja, kaj naredijo Hrvati, ne? Mi smo rekli, mi smo sami gradili avtoceste, res smo zgradili 30 let, ne? Ampak je denar ostal našim podjetjem. Kaj so naredili Hrvati? Dali so koncesije, ne? Zdaj pa vprašanje, zakaj imaš ti promet? Ali zato, da krmiš gradbene firme, pa to delavstvo, ali zato, da imaš učinkovit prometni sistem v državi, da cela ekonomija bolj laufa, cela proizvodna. In ti rečeš, ja, jaz bom dal koncesijo za toliko in toliko let, potem bo to moje, ampak moje gospodarstvo bo zato bolj učinkovito. Tako je. Pa rečemo, da je od začetka bilo to smiselno, ne, ko smo delali avtocestni križ. Ampak zdaj, ko gre, kolega je omenil, ne, za cesto proti Hrvaški, tam dol, rečemo od Kozine, pa to. Je pa, se ti boš enkrat mogel povezati Koper, pa Reko, v eno somestje. Pa potem Molfakone, pa bo šlo še naprej in boš ti povezal ta obalna mesta, zato da bo lahko konkurirala eni Genovi ali pa nekim, rečemo, severnim pristaniščem. Ne? Se ti moraš začeti govoriti o sodelovanju, o sinergiji. Ti pa nek lokalen interes še tam ščitiš. Se to je nesmisel. In ti bi lahko te odseke rekel, dam to na koncesijo, evo, tam, cak, in imaš, ne vem, južna železnica se je gradila, ali pa železnica od Ljubljane do Kopra, v par letih je bila narejena, no, In to zahtevne železnice, to so bili viadukti, A veš, mislim. tehnološko zelo zahtevni, ne? Seveda je tukaj
pri nas ena zapletena zakonodaja, ki ni naša posebnost, ampak evropska. In bo tudi verjetno ta situacija z Trumpom in to tudi Evropa mečkeno, bi rekel, zdramla, da ta birokratska procedura, ki je tako zahtevna, ne bo več zdržala. Ne? Pa je moj, ja. Ne? Ne? A veš, ti, jaz rečem takole, ko delamo kot arhitekti, ne? Projektiraš eno hišo. Ti jo projektiraš. Ne viadukt ali pa most, hiško. Ne, hišo. Ne? Ti delaš hišo, ne? Projektiraš, tam delavci že tako slonijo na lopatah, ne? Ima že gor tisto, ne? Čaka, da bo to hišo naredil, ker on jo naredi hitro, ne? On jo pol leta naredi. Ampak ti projektiraš, rečemo, 2 meseca. Ja. Potem procedura traja, če imaš srečo, 3 leta. Ne? Ja, 6 mesecev po zakonu, ne? Ampak 3 leta, da bi potem to končno prišlo na gradbišče, Ja. kjer se zelo hitro danes obrnejo. Ja, To pa moram reči, da ne? Izvajalci so usposobljeni, ne? So perfektni, tehnologije so perfektne, ampak žal ta 3 leta, to je zgubljene priložnosti, čas. Zdaj smo temu dodali še na koncu še mesece za uporabno dovoljenje. Še mesece za uporabljanje. Ta birokracija je tudi ena od teh tematik. Ja, ne, ja. ki so- ki No, ampak so- mogoče prej gremo na birokracijo. Mislim, meni se tole, ne, zdi res tako en tak. Jaz nikoli o tem nisem tako razmišljal, ker se nisem temu posvečal, ampak dejansko, če si pa ne vem, ali je v redu, če rečem patriot ali pa če želiš nekako Sloveniji dober, pa ne da bi jo hotel zapečkati, ampak kljub vsemu Slovenija je le Slovenija, pa se to je ja jasno. Avtobus ne vem, kolikrat vozi zdaj. Jaz vem, da včasih je vozil Maribor, ker sem bil še študent, pa to, ne vem, na 2 uri. Ljubljana, Maribor, pa hiter, ne? Avtobus. Se pravi, danes bi mogel biti še hitrejši. Pa ne more biti, zato ker se on tudi znajde v teh zastojih. Ja. Se pravi, nekdo bi mogel ta gordijski vozi presekati. Ne? Moji kolegi pravijo, ne v Ljubljani, sploh bomo ukinili vsak avto. Ne? Ja. Vse bomo ukinili, pa bomo pa stanuje, rečemo, 3 ulice daleč od biroja, ker ga ima. Ja. Ne zna se, nima Uživeti. empatije, Tako. širše empatije, niti državotvorne, Ja. da kaj to pomeni, ta egoizem. Ne? Ja. Ampak on bi mogel reči, ja, ne, bodimo prijazno mesto, pa ne samo za nas, ampak za tiste, ki pridejo sem delati. Ampak vse to je, Tudi za nas. ko smo se mi pogovarjali, Aleš omenil, ne, zdaj, avtomobili se ustavijo na teh Ja. P plus R na Ja. območju, ampak še vedno morajo čist do obrobja pride, Ja. da se tam to zgosti. Ne. Ja. Pravilen korak bi bil tu že bistveno Ja. prej. Domžalah bi imel biti en takšen velik center, Pa niti ne rabiš centra, imaš saj vlak, imaš ne, na vseh parking, teh no. ključnih Ja. postajah Ja. imaš nekaj tega, Tako, ampak ne. da to nekaj hitro teče. Ne. Ne? Ampak le še en razlog, po mojem, da to ne deluje, ne? Ker je Ljubljana, center Ljubljane smatramo, ne? Teh nekaj ulic res v središču znotraj Fabjanjevega ringa, ne? Namesto da bi center Ljubljane smatrali znotraj ringa obvoznice. Ne? Jaz mislim, da bi tudi to dojemanje prostora bilo treba spremeniti, ne? Zato ker pač vsak si želi živeti v centru. Center je bolj zanimiv, bolj privlačen, ne? Ker se tam dogaja, ker so tam priložnosti. Ampak mi smo se nekako fiksirali v to, da je center pomeni tudi historično središče, ne? In se ne gradi te policentričnosti, ki se jo ne gradi na nivoju države, se niti na nivoju te metropolitanske regije Ljubljane ne nadgrajuje. Se pravi, že nekdo, ki je v Šiški, mora priti v center. Že to, da rečemo v Šiški, da ni v centru, je po mojem mnenju zgubljena priložnost. Zato, ker dojemati širše območje kot center pomeni, da v tem širšem območju vzpostavljaš mestotvorne funkcije. Zakaj gledališče, recimo zdaj, da so predstavili gledališče v Litostroju, to je super, če bi ob tem
povezali to mesto, to lokacijo z nekim učinkovitim javnim prometom, a ne, 2 ki uri pa ni. pol sem se trafil, da sem prišel ven. 2 uri pa pol. No? In dela takšne posege oziroma takšne poteze je zelo dobro, če celo sliko razumemo in jo gradimo. Ne da to spet damo tja, ker pač nekjer drugje ne more biti, ampak da rečemo, da je to zavestna odločitev, da neke programe umeščamo izven tega strogega historičnega središča Ljubljane. Ne. Zato, da povlečejo Zato, življenje. da se razširi pač centralnost Ljubljane, tudi potem recimo teh 250 tisoč ljudi, ki se dnevno seli v Ljubljano, tudi mi smo enkrat naredili anketo, ne, polovica ljudi bi si raje želela živeti v Ljubljani in ne bi izbrala te vožnje. Ne. Pač en del je teh, ki želi živeti na obrobju, v naravi, v stiku z naravo, ker to je pač prednost, če živiš nekje, kjer se potem 2 uri voziš do centra, ne to, da imaš mogoče gozd v bližini jezero, potok, karkoli, ne, ampak veliko teh bi pa raje živelo v temu bližje svoji službi, da bi manj časa izgubilo na poti, ne, ampak te opcije ni. Ni ne prostora, draga stanovanja, pa cene so. Tako. Sam jaz mislim, da so stroke, Ja. prometne in tako, ne, ki še bolj vedo to kot mi dva, pa ne pridejo do glasu. Ja. Ne? Pa smo zopet, bom jaz malo tako narisal. Ne? Ampak prometne stroke rešujejo probleme. Ja, Ne? Mi imamo seveda. problem, Ja. preobremenitve morajo oni rešiti. Ne? Ja. Ni to, da bi rekli, da bi planirali Z neko vizijo, Ja, No, da jih bojo ja. preprečili. Ampak smo zopet Slovenija. Ne? Ja. Smo Slovenija, Ljubljana, ne? Maribor, Koper, Jesenice, ne vem kva, Celje in tako dalje. Ne? In zdaj, če bi bil policentrizem, ne? Ti rečeš metropolitanska regija, mariborska, celjska, koperska in tako dalje, ne? Pa ti rečeš povezano z enim krasnim avtobusnim prometom. No, ali pa ne avtobusnik, ki je še zmeraj odvisen od prometa. Ampak Meni se je recimo. zdela zadnjič tista Ampak glej, železniški ja, bi si ampak človek boš želel. čakal 30 let, ne? Ker železnica No, se dalj časa gradi. ravno zato se mi je zdela pa Vzporedno bi tista mogel, vaša ja. ideja zadnjič, Ja. ki sva se pogovarjala, Ja. tako čist Monorail, mind-breaking. Ja, Ja. zato ker, ja, ko hipo, ko govorimo o železnici, si predstavljam, boš čakal 30 let, ki jo bomo speljali, prej Ja. bomo naredili. Monorail, to, kar ste vi zadnjič predlagali, je bilo Prema zame čisto avtoceste, odkritje. Ne? Stebre med 2 pasova avtoceste, ki je že tako v lasti Darsa, monorail, kot sem ga zdaj v Tokiu videl, sem Gregor, na 2, v vsako smer en šiba, ustavil se Ptuj, No, Maribor, ampak to je to, Celje. ne? To je to, ne? In zdaj prvič te centri, kljub vsemu, ne, moramo iti malo korak nazaj k policentrizmu, ki imajo tudi neka delovna mesta. Jaz sem se preselil v Domžale in če bi hotel, naprimer, ne, se zaposliti za svojo izobrazbo, jaz tam delovnega mesta ne bi dobil. Ker mesta za visoko izobrazene v Domžalah ni, se pravi, si ti prisiljen se Migrirati. voziti, migrirati in otroci vseh teh ljudi v Domžalah, ki bodo študirali v Ljubljano, bodo prisiljeni na vozače. Zato, ker se mi več ne razvijamo tega policentrizma, kar pomeni tudi odpiranje delovnih mest. In ti bi zdaj rekel, ok, zdaj jaz imam neko Ljubljana, ne, Maribor, Koper, imam eno učinkovito prometno povezavo. Ne? Za začetek, če bi sam avtobusen naredil, ne, za začetek. Ja. Ne? Ampak zdaj pa moj problem je, naprimer, moj osebno, No, jaz seveda, pridem ker v če bi Ljubljano, avtobuse bi bilo manj že gužve, ne, tako kot ste prej izračunali, zelo hitro. z avtobusom pridem v Ljubljano, ampak tudi Ljubljana je velika. In jaz moram opraviti 4-5 sestankov. Pa bi mogel imeti ali učinkovito taksi službo, neke šatle, ki bi nenehno krožili. Ne? Tako pa si ti danes prisiljen pravzaprav priti z avtom, ker nikoli ne gre nek lokalni avtobus mestni tam, kamor ti hočeš iti in od njega ni tam, kjer ti si. Se pravi, da bi ti mogel imeti potem noter eno tako mravljišče teh taksov, tako kot je vse. Ampak vse to smo- zdaj, a ni, ker jaz nimam s to Ljubljano toliko veze, ali ni taksi služba v redu, ali te trole tudi niso, te ne pripeljejo tako, kot bi si želel.
Lej, predrago je, ne? A je sam Če ti- cen? Ja, Ja. pa tudi jaz nimam toliko izkušnj, ampak tudi Matevž, ti si čakaš, Ljubljančan. navadno čakaš, ne vem koliko časa. Ja, v jaz sem špicah Ljubljančan, in tako ja. dalje, In ne. recimo jaz, ko grem, jaz sem recimo za Bežgradom, pa imam v Mostah pisarno, centra se izogibam, prav iz teh razlogov, da kot smo danes imeli vsi izkušnjo, ne, da se pač zelo zgosti promet, pa nepredvidljivo. Če imam le možnost, grem vedno s kolesom, kolo vedno izberem pred avtobusom. Zakaj? Zato, ker avtobus, recimo do centra, Bežigrad centra traja kar ene 20 minut, pol ure, bolj pol ure, ne. Razdalja recimo, ki na Dunaju, bi porabil za njo 10 minut mogoče. S tem, da bi na Dunaju porabil 3 minute, da čakaš, zato, ker so te podzemne linije na 3 minute ali pa na 5 minut intervala, ne. Se pravi, ne rabiš planirati, kadarkoli prideš tja, boš dobil prevoz, ne. In ko dobiš prevoz, je ta hiter, ne, se ustavlja. Prav enkrat sem štopil, ne, koliko časa so vrata na vagonu, ko se odprejo in zaprejo, koliko časa mine vmes, ne. In to je, se pravi, na teh navadnih postajah 10 sekund, ne. In gre naprej, ne. Ali pa Torino, Milano imaš pa taksije, skozi krožijo in In recimo en velik ukrep, ki so ga, problema. pa tako zelo v bistvu banalen, ampak da so to naredili, da v avtobus ne rabiš več vstopati skozi sprednja vrata, da lahko skozi katerakoli vrata vstopiš, ne. To je trajalo, jaz mislim, da 10 let, da so dojeli, da to pohitri pretok ljudi, da se vstopijo, izstopijo, ne. Če si predstavljaš v Tokiu, da bi vsi čakali na začetku vlaka, da bojo šli gor, da bojo tam nekomu pokazali, da imajo žeton ali ne vem kaj, bi mesto že zdavni infarkt. No, ampak To tam sploh ne gre, ker tam je pa sploh taka frekvenca, da ko čakaš na vlak, ne, zdaj tukaj, ko si na postaji, plus minus 10-15 minut je to tvoj vlak. Ja. Samo to bi moglo je prišel vlak, Ja. jaz sem že hotel gor skočiti, pa sem gotovo, da ne smem. Pa je bila minuta do mojega vlaka, ker je bil še en prej. Ne, ti ne smeš na tistega, ki Svojega je minuto čakaš, prej. ja. To ni tvoj vlak. Ja. Tvoj vlak je takrat, ko piše, da je tvoj vlak. Ja. In tle, ko mi je Google Maps kazal tega vlaka, se izogibajte zamude. In jaz sem se ga res izogibal, sem mislil, to pa ne bom šel, da mi se zamude. Ja. Pa sem pa enkrat pogledal. Velike zamude, 2 minuti. Ja. No, ampak glej, ne? In zdaj to bi mogel biti strateški cilj države. Ne? Narediti tako učinkovit sistem, da je čim manj izgubljenega časa. Ne? Zdaj, kaj se dogaja? Zdaj, Ljubljana bo podražila parkiranje, neizmerno, pa ga bo še podražila, pa še podražila, ne? Pa bojo ljudje potem popendli, pa bi rekli, zdaj pa je dovolj. In kam bojo pritisnili? Na občino, oni bi mogli na državo, ne? Ja. Ljubljana pravi, glej, jaz tega več ne zdržim, ne? In v resnici ne zdrži, ker tudi Ljubljana potem je blokirana popolnoma, ne? Saj smo doživeli takrat, ko so pod železnico tist prejemovniki, ne, zaprli tist. To je potem kolaps, ne? Ja. Sam to nas jutri čaka. V normalnih razmerah. Brez da zapremo to. Ja. Tako, Se ne? to je vsakodnevna In- situacija. In ti bi lahko rekel, ok, jaz pravzaprav interventno spostavim vse te avtobusne postave do teh lokalnih, vse v regiji metropolitanskih, Tako, Domžale, Tako. Brezovca, ne vem kam, tam Vrhnika in tako Ampak to dalje. na 10 minut bi mogli. Na 10 Tako, minut ja. in naj stane, koliko hoče. Ja. No, pa sej to Zato, ker se končno tudi pri mestnem transportu se ti ne sprašuješ, koliko je noter ljudi v tistem avtobusu, pa ne. Pa celo, če bi zastonj dal mestni avtobus Zastonj. za 2 leti, recimo, da bi dali za 2 leti zastonj. Saj tako imajo oglaševalske panoje gor, s katerimi dobivajo prihodek, ki bi lahko upravičali javni interes v tem podjetju. Sam potem bi bilo to učinkovito, ne? Ti bi prišel, pravzaprav, ne vem, iz širše regije bi prišel do Vrhnike, ne? Pa bi Vrhniki tam avtobus, pa bi šel na nek avtobus hiter, lep, nobel, lahko celo sam stojiš, prideš do Ljubljane, greš tja, kamor hočeš iti, če moraš iti še drug konc, vzameš taksi in se potem vračaš do avtobusa in In pelješ tudi tja. tukaj gre za navade. Nekdo, ki si Tako, kupi si ti avto, rekel, če bi ne? 2 leti to uvajali, Ja.
bi se toliko in toliko teh navad zgenerirali, da bi pol lahko na tem In bi nekomu postalo to bazirali. praktično. Ne? Zdaj pa recimo, če si jaz kupim avto, seveda ga hočem potem uporabljati. Ne? In vsak, ki se je kupil avto, pač če bo ostal v istem pasu z busom ali pa v svojem avtu, bo pač zbral, da bo v svojem avtu kar pride kamor hoče, kadar hoče, pa še hitrejše. Ne? Če pa se spodbudi to, da imaš prednost s tem, da če greš na avtobus, dejansko s tem, da se ti zniža boljša kvaliteta mobilnosti, potem bi ljudje z velikim veseljem, mislim, začeli uporabljati to. Mislim, da ja. In recimo- Nameniš en pas, magar busu, ne? Izključno En busu, pas busu. ali pa da bi kar zaprli, ne vem, center so zaprli na ta način, pa je center postal čist v Sam Ljubljani. mislim, Ne? da tukaj je ključno to, kar smo zdaj že večkrat omenili, da se frekvenca. To mora biti takšna frekvenca, No, to pa- da ko ti priješ, ne misliš, a ga boš ujel ali ne ujel, ampak če to voz na 15 minut, boš v teoriji čakal povprečno 7 minut pa pol, kar je To po pa je moje en drug sprejemljivo. problem tukaj zadnja. To smo imeli pa enkrat tudi z Lešem pred Trafiko pogovor, ker je Leš vodil en dogodek, Leš Gabrielčič, z direktorjem LPP. Blazna težava je dobiti šoferje avtobusov. Skoraj takšna težava kot kupiti nov avtobus. Ne? In tukaj jaz verjamem, da mi lahko rečemo povečati frekvenco, ampak to izvesti v praksi ni lahko. Ne? Jaz mislim, da te težave ne bo več. In je recimo do tega, da je bilo pa samo vozeče, je pa pač problematika zakonodaje, ne, ki... Samo zakonodaje. In če bi rešili to z nekim Evropske svojim ločenim zakonodaje. koridorjem, Ja. se pravi to, kar se pa tudi uvaja, se pravi, da so te avtobusne hitre povezave, kjer pač problem je vedno tam, kjer se avtobus križa oziroma prekriva z avtomobilsko infrastrukturo. Tam pač vsi stojimo in tam pač si na busu ali ne stojiš, primer pa čakaš, da se počasi premakne. Ne. Če bi imel ločen koridor, potem bi pa to delovalo tudi za samo vozečim, ker potem nima več zavarovalnica dileme, kdo je kriv ali pa kdo ni. Ne.